Pozdravljeni. Sem pred sedežem podjetja Poslovna cona Komenda d.o.o. Danes si bomo s snemalcem Jankom Žagarjem in direktorjem podjetja Maticom Rmšakom ogledali cono, kaj se gradi, kaj se je že zgradilo, tako da boste Komenčani in ostali malo na tekočem. Aj, dopust na konc. Konc, delamo naprej. Odnos pogledamo v cono za našo televizijo. Zdaj sta zbirana snovalca, tako da upam, da si kaj pripravljen. Kaj boš povedal? Vsak dan. V redu. Poslovna cona Komenda je začela nastajati leta 2003, ko so se odkupila prva zemljišča za prvo fazo cone, ki meri okrog 18 hektarov. Leta 2004 je bil sprejet lokacijski načrt, naslednje leto se je pa začela gradnja infrastrukture in prvih objektov v prvi fazi poslovne cone. V prvi fazi je okrog 25 različnih podjetij, ocenjujemo, da je zaposleno blizu 1000 ljudi. Druga faza meri okrog 75 hektarov skupaj z zelenimi površinami. Tam se pa izdelava lokacijskega načrta začela leta 2005, sprejet pa je bil 3 leta kasneje, oziroma februarja 2008. Zdaj infrastruktura je končana tudi v drugi fazi cone, tako da če bi do danes na začetku vklopil kilometer števc, bi po coni naredil okrog 6 kilometrov cest je v njej, seveda z vso podzemno infrastrukturo, kanalizacijo, meteorno, fekalno, vodovod, javna razsvetljava, plinovod, elektromrežje. Zraven mene sedi direktor poslovne cone, bo pa kar sam povedal, kaj vsega ali kdaj je sploh to funkcijo prevzel. Ja, jaz sem prišel v poslovno cono na podlagi razpisa leta 2010. Takrat je bilo prodanih že kar precej zemljišč, iztrženo tudi precej kupnine. Žal pa niso bile poravnane nobene obveznosti iz kreditov, ki so bili najeti za izgradnjo infrastrukture, tako da smo imeli prva leta, ko je prišlo tudi do resne ekonomske krize, kar velik problem, da smo pri bankah uspeli reprogramirati kredite, ki so jih banke zaradi neplačevanja odpoklicale. Takrat smo plačevali v začetku zelo velike obresti na te bančne kredite. Grozilo je tudi kar nekaj izvršb od nezadovoljnih kupcev, ki so zemljišča kupili pred letom 2010. Tudi prihajalo je do zamud pri poravnavi davčnih dolgov, tako da smo takrat predstavniki poslovne cone skupaj s predstavniki občine morali vložiti kar veliko truda, da se sama poslovna cona ni zaprla oziroma šla v stečaj. Moram reči, kar me nekako boli še danes, da je več kot enkrat prišel tudi namig strani določenih ljudi, pa se vseeno, če gre poslovna cona v stečaj, bodo pa banke prodajale naprej, kar nikakor ne drži in kar se je tudi danes izkazalo za točno. Saj, če bi banke prodajale naprej, dobro vemo, kako se v stečaju ali izvršbi ta nepremičnine prodajajo. Prva, druga dražba je navadno neuspešna, potem pa se prodaja za pol cene, kot tudi občina in neposlovna cona ne bi imela kontrole, kdo sploh ta zemljišča kupi. Tako nam je uspelo zavrniti nekaj kupcev, med drugimi tudi Bioplinarno, kateri pa bi banke prav gotovo omenjena zemljišča prodala. Tako da danes lahko rečemo, da je praktično cona 92 hektarov prodana. V coni so kvalitetna podjetja, ki razvijajo svoje programe, nekaj je slovenskih mednarodnih podjetij, nekaj tujih podjetij.
sedaj pa se ponovno s predstavniki občine trudimo, da bi nazaj pridobili še nekaj hektarov zemljišč, ki so zazidljiva, ampak so trenutno samo brez okoljskega soglasja. Mogoče si pozabil omeniti prometno povezavo in naša prizadevanja, da bi se zgradila cesta Želodne Konice. Ja, seveda. To je, lahko rečem, kar v tem trenutku največja rak rana poslovne cone Komenda, saj je trenutna cestna povezava iz poslovne cone do avtoceste, lahko rečemo, neustrezna, saj se ves promet s težkimi kamioni odvija skozi občino Vodice. Nezadovoljni so Vodičani, pretočnost prometa je slabša, kot bi lahko bila, zato se tukaj predvsem župani okoliških občin, lahko izpostavim župana Vodic, gospoda Šuštarja, in župana Komende, gospoda Poglajna, ki sta okrog sebe zbrala manjšo skupino zainteresiranih deležnikov, med njimi je tudi civilna iniciativa Vodic, pa poslovna cona Komenda, in vsi skupaj pritiskamo na Ministrstvo za promet, da bi se ta cesta čim prej zgradila. Lahko tukaj povem eno zanimivo zgodbico, ki jo seveda tudi ti, Marjan, dobro poznaš in ki kaže včasih na nelogično ravnanje naše države. Zemljišča za cesto, ki bo šla iz Žej mimo poslovne cone proti Vodicam, so do poslovne cone, kot je meni znano, že do lanskega leta bila odkupljena. Odkupovala, tako so zagotovili tudi sam minister in njegovi sodelavci, pa se bodo v letošnjem letu in se še odkupujejo zemljišča od poslovne cone naprej mimo Vodic pa do avtoceste. In spor je pa nastal pri zemljišču, katerega lastnik je Sklad kmetijskih zemljišč. Sklad kmetijskih zemljišč je državno podjetje, ki pa ne želi prodati zemljišča po ceni, ki ga ponuja država. In tukaj je tudi župan Vodic, gospod Šuštar, ponudil rešitev, da pa pač občina Vodice da tisto razliko, ki jo zahteva Sklad kmetijskih zemljišč, pa med ceno, ki jo ponuja država. Ampak kot je meni znano, ta spor še danes ni razrešen. Tako da upam, da se bo tudi ta zadeva razrešila in da bodo v prometnem ministrstvu oziroma v državi uspeli prepričati odgovorne v svojem podjetju, da bodo to zemljo prodali, da se končno odkupi vsa zemlja in da se povezovalna cesta, predvsem je problem od poslovne cone do avtoceste, čim prej uredi. Zdaj neke neuradne informacije so, da bi se to morda začelo že prihodnje leto, vsekakor pa računamo, da bo ta nova povezovalna cesta v 2-3 letih. Morda imaš ti še kakšne dodatne informacije? Ja, če jaz imam prave informacije, ne bi se v prvi etapi zgradila prav obvoznica mimo Vodic, kjer je res kritična točka, se ne prihaja ves promet, samo iz Vodic, tudi z Komenske občine prihaja, ampak večina pa dejansko z avtoceste in skozi Vodice, in nam je jasno, da so lahko občani že malo nervozni. Drugače ostalo pa mislim, da drži, kot si povedal. Ja. Lahko rečemo še to, da danes je cona urejena, da imamo z vsemi deležniki, s katerimi sodelujemo, dobre odnose, predvsem moram tukaj izpostaviti občino, povratne informacije z občine in pa dokumenti, ki jih kupci potrebujejo, prihajajo res tekoče. Tudi z bankami smo več ali manj kredite že zaprli, edini večji dolžnik, ki je še ostal, je DUTB, in če nam bo uspelo dobiti nazaj iz teh 7 hektarov zemljišč, ki ga kličemo Žabji rajon, vsaj 3,5 hektare nazaj bomo do bank poplačali prav vse dolgove. Lahko pokažemo ta Žabji rajon tudi na sliki, da si boste gledalci to lahko lažje predstavljali. Zeleni del, katerega sem pokazal s prsti, bo vedno ostal zelen. Tukaj notri je zadrževalnik, so tudi pretoki, ki tečejo proti Naturi 2000. Parcele, ki jih želimo dobiti nazaj, ali pa vsaj del teh parcel, ki želimo dobiti nazaj, pa se nahajajo ob glavni cesti
in pa ob cesti, ki je danes še ni. In sicer tukaj so po 5000 metrov velike parcele, 2500 metrov in 2500 metrov velike parcele. Vseh zazidljivih parcel tukaj je cirka 7 hektarov, že s 3,5 hektarji, če bi jih dobili nazaj, oziroma če bi za njih pridobili okoljsko soglasje, pa bi res lahko potem govorili o poslovni coni kot o zgodbi o uspehu. Pa mislim, da bodo to in ta generacija in naslednje generacije prav gotovo tudi govorile. Kajti po mojem mnenju gre za eno najlepših in najbolj urejenih poslovnih con v Sloveniji. Dobro, mislim, da za uvod v našo oddajo bo tole dovolj. Pa bi še mogoče še malo na teren pogledati, če se Janko strinja, pa če se Matic strinja. Gremo? Ja, seveda se strinjam, da ne bomo samo tukaj slike kazali, gremo pogledati še v samo poslovno cono, da se pokaže morda nekaj podjetij od zunaj in o uspešnejših morda tudi kaj pove. Dobro, gremo. Najprej do RLS-ja, da bomo pokazali nekaj dobrih podjetij, ki v coni že delajo, in tam si lahko ogledamo tudi zadrževalnik oziroma bajer, v katerem plavajo race, v katerem živijo ribe, tako da se bo videlo, da je cona tudi okoljsko naravnana in da delamo veliko, da se v coni ohranja tudi naravni živelj. Se ti, Marjan, veš, tukaj smo pripeljali tudi že osnovnošolce iz Komende. Nekateri od njih so mogoče prvič videli pa lovili žabe, ki so jih potem seveda dajali nazaj v bajer. Tudi kače bomo mogoče danes videli, čeprav jih večina ljudi ne mara. Za naravo so pa prav koristne, ker imajo idealen življenjski prostor. Evo, zdaj smo že tukaj. Prej, ko smo govorili o lokaciji poslovne cone, vidite, da je tudi letališče blizu. Mislim, da je 10 ali 12 km ali še ne do letališča Brnik in siguren je tudi to vaba za investitorje v coni. Zdajle pa sedimo na robu, na meji med prvo pa drugo fazo. Tle pred mano je zadrževalnik meteorne vode, kamor se stekajo meteorne vode iz prve faze cone. Odzad za mano so pa podjetja. Prav tle na moji desni je podjetje Starman. To je prvi useljen objekt v prvi fazi cone. Odzad za njim je Lidl, ga vidimo tle. Na levi strani za mano pa podjetje RLS, ki tudi skrbi za tale park in je verjetno eno od najbolj znanih podjetij iz naše cone. Prav za mano pa podjetje VIP Virant, ki dela za avtomobilsko industrijo. To so kar nekaj od teh visokotehnoloških podjetij. To smo pravzaprav želeli čim več tega dobiti v našo cono. Mogoče še Matic ti kaj okrog prve faze, ali gremo naprej? Ja, lepo, Marjan je povedal o podjetjih iz prve faze, kjer je tudi sam sodeloval pri razvoju te prve faze, ta podjetja zelo dobro pozna. Jaz pa lahko, ker smo na zelo zanimivi točki, predstavim še podjetja iz druge faze, le da bo kamero potrebno malo obrniti v desno. In sicer je prvo podjetje, ki ga vidimo tukaj zadaj za drevesom, Laboratorijska tehnika Burnik. Takoj za njim sivo-modro podjetje Plamtex in še za njim velika siva hala je pa mizarstvo Lipar, ki se je iz sosednjih Cerkelj preselilo sem v poslovno cono Komenda. Tle, če govorimo o podjetjih, ki so v kadru, o vseh najbrž ne bomo mogli govoriti. Tle za mano je še podjetje Dilex, tudi v prvi fazi. Tam je pa tudi sedež podjetja poslovna cona,
Komenda v zgornjem nadstropju. Tam smo danes z oddajo začeli. Ja. Zdaj smo tukaj na pomolu, pri zadrževalniku iz prve faze cone. Vse tole ureja podjetje RLS, za kar smo najbrž tudi hvaležni. Matic, sem prav povedal, oni to za tole skrbijo. Ja, seveda, to je bil dogovor, da jim omogočamo tudi površine, kjer lahko od dela predahnejo za 5-10 minut, oni pa kot protiuslugo skrbijo za urejanje tega bajerja oziroma zadrževalnika, seveda skupaj z ustreznimi službami občine Komenda. Ta zadrževalnik je sicer tehnični objekt, to je del meteorne kanalizacije, vendar če ga pogledate, je zelo sonaravno urejen, kar mogoče vsem ni všeč. Dejstvo pa je, da bajer živi, ptiči, plazivci, celo ribe so se noter pojavile, obvodno rastlinje. Mislim, da je to eno od večjih vodnih objektov v Komendi in mogoče bi v prihodnosti tle lahko enkrat triatlon naredili, tek po coni ali pa kolesarjenje, pa plavanje v tem jezerčku, ker Matic je drugače triatlonc. Če gledam samo razsežnost zadrževalnika, bi morda celo šlo s kakšno krajšo disciplino, kot je šprint triatlon. Tudi raziskava same vode je pokazala, da je voda v samem zadrževalniku čista. Skratka, ni škodljiva, tudi če bi se v njej kdo okopal. Za samo pretočnost vode pa skrbi črpalka, ki je tamle zadaj za rešetko. Skratka, da se voda kontrolirano izliva naprej proti Naturi 2000, da jo ne teče niti preveč, niti premalo. Te pretočne črpalke upravlja komunalno podjetje Kamnik in zaenkrat vse delujejo, tako da kakšnih večjih problemov s komunalno infrastrukturo v tem trenutku nimamo. Območje poslovne cone je pred časom dobilo svoje ime kot naselje. Mislim, da je zadnji tak primer v Sloveniji. V njem je ulični sistem. Ulice so poimenovane po drevesnih vrstah in tam, kjer so objekti že zgrajeni, zasadimo drevesa. Tle konkretno, a smo pod Javori, ne vidim. V glavnem, če je ulica pod Javori, zasadimo javorje, pod borovci bore, pod smrekami smreke in tako naprej. Smo še pred enim tehničnim objektom v poslovni coni, ki leži nasproti objekta IMP Pumps. Glede na to, da je Marjan sodeloval pri izdelavi lokacijskega načrta, bo sam vedel kaj več povedati o tem zadrževalniku in tudi o načrtih, ki jih imamo oziroma jih ima njegov lastnik z njim. Če v prvi fazi sam en tak zadrževalnik sonaravno urejen, je zaradi večje površine druge faze cone tudi več zadrževalnikov. Imamo 4 odprte, podobne kot je tale. 2 sta pa skrita, pa verjetno ljudje zato sploh ne vejo, pod največjima rondojama v coni. 2 betonska bazena. Tale konkretno za nam je parcela tega zadrževalnika je bila prodana prav podjetju IMP Pumps, ki v skladu z lokacijskim načrtom nad njim na stebrih, bom rekel, lahko naredi garažno hišo ali pa parkirna mesta za svoje potrebe, pa tudi za zunanje potrebe, če se bo tako odločil, pa če bi se tako izkazali.
Tle za nami je zanimiv primer lesene gradnje objekta. Not je pa firma G3 Spirits. In pol, če bo mogoče kader pokazal tle, kaj pred nami, boste videli tudi lovsko prežo in na njej znak, pa boste najbrž vsi ugotovili, kaj je njihov glavni prodajni artikel. Zadaj za nami, kot je že Marjan rekel, vidimo lepo urejeno okolico podjetja G3 Spirits. Ima tudi eno luknjo za golf, kjer verjetno zaposleni sem in tja sproščajo odvečno energijo ali pa iščejo novo idejo. Za menoj pa vidimo spet nova podjetja v tej poslovni coni, in sicer sivo podjetje Anzel Transport, ki je prav tako zelo hitro prišlo od ideje do končne realizacije. Velika poslovna hiša, sivo-vijolična, pa je v lasti gospoda Marka Ogrinca, gre pa za skladišče gradbenega materiala. Zadaj za Marjanom vidimo objekt IMP Pumps, podjetje, ki je izšlo iz mega podjetja IMP, izdelujejo črpalke in praznovali so svojo 70-letnico. Prav tako gre za eno najbolj uspešnih podjetij v poslovni coni in veseli smo, da taka podjetja v coni imamo. Če prvo fazo cone najbrž malo bolj jaz poznam, drugo pa prav gotov Matic, ki je zdaj že par let direktor in točno ve za vse investitorje, kakšne dejavnosti, kaj se gradi, kje se bo gradilo, pa bi mogoče kar njemu predal besedo, pa bo povedal malo o teh okoliških objektih. Ja, tukaj zanimiv partner poslovne cone, veliko mednarodno italijansko podjetje, s katerimi smo se o nakupu zemljišča pregovarjali vsaj 2 leti, niso se mogli odločiti. Na koncu, ko je poslovna cona Komenda dobila v ekskluzivno prodajo 6 hektarov zemljišč, ki so bile v lasti banke Koper, pa so se le odločili in sedaj je tukaj veliko zemljišče kupilo podjetje Steris, gre za farmacevtsko podjetje. Zanimivo je to, da so njihovi glavni partnerji iz Slovenije prav Komenčani, združeni v firmah Geopol in CSE. Direktor Geopola je domačin Miha Rudel, oni vodijo tudi projektivo, nadzor in vidimo, da tukaj raste velik objekt, ki bo tudi kar nekaj zaposloval. Ker ste me že prej pred samo oddajo vprašali o ljudeh, ki so trenutno zaposleni v poslovni coni, v tem trenutku ocenjujemo, da jih je okrog 2000, vsaj še enkrat toliko jih bo, ko bo poslovna cona polna, in številna podjetja, ki tudi danes gradijo svoje objekte, želijo zaposlovati ljudi, ki so v tem trenutku v tem našem regijskem bazenu med Domžalami, Mengšom, Komendo in Kamnikom brezposelni, in ne dvomim, da se bo tukaj v poslovni coni odprlo kar še nekaj delovnih mest. Trenutno pa smo pred največjim delujočim gradbiščem v občini Komenda, in sicer tukaj nastaja proizvodno-skladiščni objekt podjetja Iskre Zaščite, ki pa so jih tudi kupili tujci, in sicer grško podjetje Rejkep, vendar objekt in proizvodnja kljub vsemu ostajata v Sloveniji. Objekt bo nastal na 10 do 15 tisoč metrov veliki parceli, s prekrasnim razgledom na Komensko cerkev in na Kamniške planine.
To je bil kratek sprehod po poslovni coni Komenda. Predstavili smo vam nekaj uspešnih podjetij, pokazali nekaj gradbišč, zadrževalnikov, infrastrukturo in vsi ste lahko videli, da gre res za lepo urejeno cono. Zadnjo besedo pa prepuščam Marjanu, ki je tukaj zraven od začetka. Lahko rečemo, da je cona delno tudi njegov otrok, v glavnem pa je otrok prejšnje občinske uprave in tukaj seveda lahko omenimo tudi gospoda župana Tomaža Drolca, ki je bil tudi idejni oče te poslovne cone. Če sam za zaključek, tam, kjer smo to oddajo začeli, tam jo tudi končujemo. Na vhodu pred prostori v podjetje Poslovna cona Komenda, kjer dobite tudi vse informacije v zvezi s poslovno cono, s prodajo zemljišč, ki jih pravzaprav zdaj ni več, ne, mogoče še kakšen kvadraten meter, veliko pa ne. In sploh za vsem, kar vas zanima.